Danes je 30. april, večer, ko se prižigajo kresi, kajti jutri je 1. maj, praznik dela. Praznik dela se je razvil iz dneva upora proti velikim korporacijam v Ameriki, ki so izredno izkoriščala delavce, zato delavci niso imeli prav veliko pravic. In z uporom proti tem korporacijam so delavci družno izborili svoje večje delovne pravice, med drugim 8-urni delavnik. Torej pred tem so delavci delali veliko več kot samo 8 ur na dan. Danes, v sedanjih časih, ko opazujemo stanje v gospodarstvu in razmere pri delavcih, pri delavskih pravicah, vidimo, da delavci imajo pravice delati največ 8 ur na dan še vedno, ampak problem je to, ker izgubljajo delo. Torej, včasih je bilo dela dovolj, danes se pa delo izgublja, zato ker se seli v druge kraje po svetu, kjer je cenejša delovna sila. Torej, na ta dan, na praznik dela, se lahko zamislimo nad stanjem v našem gospodarstvu, v globalni ekonomiji in se vprašajmo, ali so to dopustna stanja ali je bolje, da kaj spremenimo. Kajti, če se bo tako nadaljevalo, bomo vsi ostali brez dela, brez prihodkov in kljub temu, da se proizvodnja seli v kraje za cenejšo delovno silo, si ne bomo mogli kupiti niti tako poceni izdelkov, kot jih izdelujejo naši ekonomski sužnji na Kitajskem in drugod po svetu. Čas je, da pogledamo malce širšo sliko dogajanja na tem svetu in da se zavedamo medsebojne povezanosti in soodvisnosti. Da prenehamo gledati samo na lastni interes, na sebe, na nacionalne interese, ampak da se zavedamo, da smo vsi ljudje, pa ne samo ljudje, tudi živali in rastline na tem svetu tesno povezani in soodvisni. Jaz sem dolgo časa iskal rešitve, kaj bi bilo najbolje narediti na tem svetu, da se to stanje izboljša. In pred 2 leti sem naletel na organizacijo Destiny, na globalno gibanje Destiny, ki dela ravno na tem področju, da se izboljšajo razmere za vsa živa bitja na tem svetu temeljito. Glede spremembe sistema, kot ga imamo, je Destiny prišla z rešitvijo, ki se imenuje enakovredni denarni sistem. To je predlog za spremembo vrednot v naši družbi, tako da se ne bo več podpiralo samo tekmovalnost in boj za obstanek in da bodo lahko uspešni samo tisti, ki so najbolj zagrizani, ostali pa ostanejo brez prihodkov, brez hrane in da celo umirajo od lakote, ampak da se uredi dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu. Torej, enakovredni denarni sistem je predlog politične, demokratične spremembe zakonov, spremembe pravil, načina funkcioniranja denarja, tako da se bomo vse naravne vire na tem svetu enakovredno porazdelili. Tako da ne bo nobenega pomanjkanja, ampak da bomo imeli vsi vsega dovolj. Da bomo vsi imeli dovolj hrane, hišo, zavetje, obleke, izobrazbo, da bo izkoreninjen strah pred preživetjem in da bomo lahko v miru, svobodno se izražali in uživali na tem svetu.
Vendar za dosego takega sistema, take spremembe, ni dovolj samo izglasovanje na volitvah, temveč mora tudi vsak od nas prenehati za svojimi ozkoglednimi, sebičnimi interesi, temveč aktivno začeti podpirati drug drugega. Torej, da počnemo drugemu tisto, kar bi želeli, da drugi počnejo nam. Da delamo tisto, kar je najboljše za vse. Da delamo po principu enakovrednosti vseh živih bitij, ne samo ljudi med seboj, ne glede na barvo kože, družbeni položaj in tako naprej, ampak tudi enakovrednost v smislu enakovrednosti med človekom in živalmi in tudi rastlinami. Tako da se tudi preneha z izkoriščanjem živalskih in rastlinskih vrst. Da se za vse poskrbi, da bodo tukaj lahko živeli v polnem smislu svobodnega izražanja. Za notranjo transformacijo, za očiščevanje podzavestnih vzorcev pa je Destiny razvil spletni izobraževalni program Destiny iProcess in vabim, da vsi raziščete ta izobraževalni program, da greste na spletno stran destinyprocess.com, da raziščete spletno stran equalmoney.org in da se pridružite z aktivnim bloganjem in vloganjem, da razširjate to idejo, to rešitev, ki je najboljša za vse, da čim prej praktično ustvarimo raj na zemlji. Hvala.